V naslednjih minutah vam predstavljamo avto, ki ni nikoli lačen. Ceed. Kia Ceed. Pozabimo na Kie izpred desetletja. Takrat so bile neprivlačne, svoje kupce so ulovile zgolj z dobro ceno. Toda Korejci so zaposlili Nemca Petra Schreierja, slovitega oblikovalca, ki je recimo oblikoval tudi Audija TT. In ta je znamko obrnil na glavo. Tako močno, da so ga zelo hitro vzeli kar v upravo. In njegove ideje so imele tako velik učinek na prodajo, da so si njegovega občutka hitro zaželeli tudi v sestrskem Hyundaiu. To smo seveda že večkrat povedali, a tu je še posebej na mestu. Kajti menimo, da je pri novem Ceedu oblika ponovno postala drugotnega pomena. Sploh ne, da novi Ceed ne bi bil lep. Vsekakor pa drži, da je atraktivnost domena drugih Kie, recimo prihajajočega Shooting Brake Pro Ceeda. A tokrat je Ceed postal avto, ki hoče navdušiti s tehniko najboljših in najbolj naprednih. Z aktivnim tempomatom, samodejnim parkiranjem, aktivnim ohranjanjem na voznem pasu in še množico drugih asistenčnih sistemov. Izrazit poudarek so namenili tudi voznim lastnostim in lahko potrdimo, da je Ceed čuječ in vodljiv. Res, Ceed nikakor noče zaostajati, vozi vzporedno z najboljšimi. A da vozi z najboljšimi pomeni tudi to, da je njegova ponudba zelo raznolika, tudi cenovno. Kot recimo pri vzorniku Golfu, tudi v Ceedovi ponudbi obstajajo različice, ki utrip dvigajo predvsem ob pogledu na ceno. Tudi tokrat preizkušeni Ceed je eden tistih optimalnih, kar pomeni, da ponudi veliko avta za manj kot 20.000 evrov, ne pa tudi vsega tistega, s čimer vas lovi recimo uradna spletna stran. Samodejni menjalnik je recimo na voljo samo v top verziji. Prav tako se zdi nedosegljiv aktivni tempomat, kar je že malo bolj presenetljivo, saj nekako že postaja standard. Seveda pri tem razumemo, da ima takšna razporeditev različic v ponudbi kar nekaj soli in je posledica natančne analize, kaj Slovenci zmoremo in želimo kupiti.